v 4. sklopu. Smo ga naslovili Leonardo da Vinci in njegovo delovanje v Vipavski dolini. To je nekakšen sklep današnje konference, s katero smo zelo zadovoljni. Tako na prvem in drugem delu, ki je bil namenjen bolj raziskovalcem akademskih skupnosti, smo izmenjali stališča in smo tudi videli, da so še priložnosti za nadaljne razprave, nadaljne tovrstne sestanke. In potem smo tudi na okrogli mizi videli, da je kulturni turizem priložnost tudi za Vipavsko dolino. Sedaj pa besedi vabim profesorja dr. Stanka Grando, zgodovinarja, predavatelja na programu Kulturna zgodovina. Raziskovalno se ukvarja z zgodovino širokega trajanja, od srednjega veka do sodobnosti. Njegova specialnost pa je zgodovina 19. stoletja. Danes pa bo govoril o stanju in razmerah, tudi razmerih v Vipavski dolini okoli leta 1500, ko je Leonardo da Vinci prišel v ta prostor. Spoštovani gospod rektor, gospe in gospodje, kolegi in prijatelji. Moja naloga ni, da tle nekaj dociram, ampak da pravzaprav naredim nek krajši uvod v danes osrednje predavanje gospoda profesora Alessandra Mazzosija. Torej, čisto na kratko ponovitev nekaterih osnovnih dejstev, goriška dežela se ima za svoj nastanek zahvaliti goriškim grofom. Bili so izjemna mogočna rodbina s posesti na današnjem vzhodnem Tirolskem, Lienz je bil njihov center, imeli pa so posest na Koroškem, Štajerskem, Krajinskem in Istri. Podobno kot celski grofje so bili fevdniki, pa tudi konkurenti Habsburžanov. Posluževali so se vseh takratnih oblik diplomacije, od vojn do spreminjanja zavezništev, sklepali tedne pogodb s Habsburžani, naprimer kar 4-krat, da ne berem letnice, s Celjani 2-krat. Henrik V. grof je bil poročen celo s Celjanko, vendar je šlo kljub navideznemu razcvetu z rodbino, pa tudi s posestjo precej naglo navzdol. Goriški grofje, ki so torej sama dežela Goriška, kot veste, je išla iz Rodeckega patriarhata, ki je bil ustanovljen leta 1077. Patriarhi so bili hkrati verski in pa tudi civilni poglavarji. Leta 1420 so izgubili svetlo oblast nad Rodeckskim patriarhatom v korist Benedikta in potem pravzaprav je se vse skupaj začelo vrteti samo še okrog goriške grofije, kjer pa so goriški grofi leta 1500 izumrli in njihova posest je na podlagi delnih pogodb prešla na Habsburžane. Tako so Habsburžani zaokrožili proces pridobivanja posestev in ki so ga pridobitvijo Vipave, v kateri se danes nahajamo, so jo dobili že v 14. stoletju. Goriška je postala del notranje Avstrije. Ker pa je njena notranja politična plemiška struktura ni bila primerljiva z ono na Koroškem, Štajerskem in Krajinskem, je tu prišlo do nekega dokaj specifičnega političnega razvoja, ki pa se je počasi tudi poenotil z ostalimi deželami Habsburžanov. Menjava vladarske hiše v daljšem časovnem obdobju ni potekala v stilu kralja je umrl, živel kralj. Spremembe niso bile trenutne, ampak v skladu s prilagajanjem vodenja in uprave goriške dežele drugim delnim deželam. Do leta 1500 veljavljajo konstitucione s patrie for Iulii,
komitatis Goricije, kmetje, ki so bili zastopani edino na Goriškem v deželnem sporu, torej v deželnih stanovih, so svojo pravico izgubili. Zanimivo je, da imamo edino za goriške stanove ohranjeno tudi slovensko prisego vladarju. Malo znana je, naša je pokojna Lojska Bratuš v Goriškem arhivu. Značilno za goriške deželne stanove je, da v njih praktično ni bilo duhovščine. Habsburžani so začeli zelo spreminjati tudi deželno upravo, ki je bila pod goriškimi grofi v zadnjem stoletju že dokaj zanemarjena. Tukaj še feudalizem ali bolje podložništvo ni bilo identično zoni na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem, bilo je nekaj manj ostro, torej zanimivo je, da zahtev po delu na njivah ne najdem pač pogorobno splošnem in imamo ohranjen urban, kjer piše, naprimer, da so kmetje za tlako dobili toliko in toliko vina, toliko in toliko kruha, toliko in toliko mesa. Imamo fantastično sliko za ta čas po urbanju. No, zanimivo je tudi to, da v goriških deželi sta bili dolgo časa samo dve mesti, za razlika, naprimer, od drugih slovenskih dežel. Veličina in pomen habsburške pridobitve goriške dežele je bila nedvomno izjemno pomembna, ni pa bila tako nedolžna. Oglejski patriarhat, s katerim so bili že desetletja v konfliktu in mu dejansko Habsburžani niso dovolili izvrševati niti cerkvenih pravic na njihovem ozemlju, ne nazadnje je bila zato leta 1461 ustanovljena Ljubljanska škofija, pa enkrat nameščana tudi novomeški kapital in je bil v bistvu proti oglejskemu patriarhatu. Torej ni bil to edini problem, ampak pokazalo se je, da je Habsburžani, da so s tem, ko so pridobilo ozemlje goriške grofije, dobili pravzaprav izjemno zahtevnega soseda, to so Benečke, ki so seveda tudi pričakovali, da bodo dedovali za ozemlje goriških grofov. Ti beneški interesi so bili nasprotni Habsburskem in namreč Habsburžani so se vedno prizadevali priti na Jadran in so bili pravzaprav preko Trsta že stoletja v konfliktu s Benečkami. Ne nazadnje pa je ta čas okrog leta 1500 tudi čas velikih geografskih odkritij, ko je postaja mednarodna trgovina vse bolj pomembna in Habsburžani, če so hoteli podati svojo vlogo, so morali potem seveda poseči tudi na morje, ne toliko iz vojaških, kot pa iz gospodarskih interesov. Prelom 15. v 16. stoletje je mnogodimenzionalen. Zamenjava deželnega vladarja ni samo eden od njenih vidikov. Med prebivalci Vipavske doline so gotovo veliko bolj odmevali turški upadi. Običajno so Turki prihajali iz širšega dalmatinskega zaledja in se potem nad reko usmerili proti Trstu, torej v obrobi Trsta, šli potem v smeri proti Tržiču, v Falconu, in od tam so se potem pogosto razsledili v smer Furlanije ali pa tu zavili proti Gorici. Čeprav Goriška zaradi njih ni toliko trpela zaradi Turkov kot naprimer Kranjska, Štajerska in Koroška, pa vendar velja, da je bila tudi ona zelo prizadeta, vseh turških upadov ne bi bilo 7 in zlasti v letih od 1469 do 1499. To dolgo obdobje je pri tukajšnjih ljudeh v Vipavski dolini delovalo zelo grozovito, saj so se počutili popolnoma brez moči. In k takem počutenju je nedvomno prispevalo tudi dejstvo, da gre tudi sicer za konfliktno področje med Benetkami in Habsburžani. Vdori, torej turški upadi na Goriško, imajo dvojne dimenzije. Na eni strani je to odnos procesov med Benetkami in Turčijo, ko so Turki pravzaprav skušali oslaviti Benetke
za uničevanje njihovega zaledja. Na drugi strani seveda so tukajšnje kraje Turki ropali tudi zato, da bi Habsburžane ustavili v Podonavju. Potem seveda so tu potem pa na tretji strani pa še klasični roparski upadi, katerih namen je ropati Vipavsko dolino, ki je imela tega običajno nagramo najbolj kvalitetno zemljo v vseh habsburških državah. In to, kar zanimljivo potem, mislim, da je zgodna Avstrija. No, potem, tu so imeli potem seveda določene ozemeljske pretenzije Benečani in so hoteli, da to smo že povedali, gospodarstvo staviti te kraje. To je, in sicer sem v glavnem niso prihajali pravi Turki, ampak tako zvane Akinđije, to je lahka korenica sestavljena iz Turkov in islamiziranega slovanskega polidelskega prebivalstva, ki so v večjih ali manjših roparskih enotah kradli predvsem žito, pa tudi odpeljali ljudi. Imamo seveda številke, ki govorijo 10.000 in tako naprej, ampak to je ni čist tem številkam zaverjeti, ker to je običajno pretiravanje v tistem času. Torej, prvi so se tukajšnji ljudje tresli, turškimi upadi že leta 1415, bi šlo pa bolj za strah. Ta glavni upadi pa se začenjajo potem po letu 1469 in se kar vrstijo. Leta ponavadi so, ko so že omenili, prišli iz Poljanske strani, leta 1476 pa so pravzaprav prišli tudi preko Postojne. In so potem od Vipave navzdol podirali proti Stavkanu. Zasedli so tudi Goriški most in tako naprej, prišli do Menta in celo do Pjave. Seveda, kot je običajno, nesreča nikoli ne pride sama, ampak se poleg Turkov seveda so se potem pojavile še kobilice in razne kužne bolezni. Benečani in Goričani so organizirali obrambo, tako za gradno trdnjav nasipa in vsega tega, ampak tudi za organizacijo vojske, vendar je bilo to vse običajno prepozno. Ker Turki so bili prehitri, ko se je ta obramba organizirala, so bili Turki še doma v Bosni. Zanimivost, da so uporabljala tudi v italijanski literaturi izraz črnita. To je seveda slovenska beseda, ki pomeni kmečko vojsko, ki je tukaj nosila črno obleke. Mi rečemo temu črna vojska, v italijanski literaturi pa najdemo celo izraz črnita, kar seveda nima zveze z italijanščino. No, v 16. stoletju, čeprav Rutar govori o upadu 1528, pa zgleda, da tega upada seveda ni bilo. Ampak kljub temu do 16. stoletju turških upadov ni, je pa seveda ogromna strah, se potem pojavi pravzaprav še veliko hujša in bolj nasilna, predvsem pa bolj dolgotrajna nasprotna sila, to so Benetke, s katerimi so potem v letih 1508 do 1521 je bila tako zvana Beneško-avstrijska vojna, ki je bila izjemno krvava. Torej, ko človek bere ta poročila o tej krvavi vojni, je pretresen, ker ima to ne gre za neko klasično vojno, ko se zavzema zemlje, ampak gre za način vojskovanja, ko se predvsem uničuje nasprotnikovo zemlje, tako da se uničuje njegove kmete. Benečani so zasedli ne samo Gorico, ampak tudi Branik, Štanjel in Vipavo. Nekaj mesečev zasedbo so potem Habsburžani zlomili z mednarodno pomočjo s tako imenovano Kambrejsko ligo, o kateri je že dopoldne govoril profesor Trdina. To se pravi, ta konflikt ni bil samo nek lokalni, ampak glede ima velike mednarodne dimenzije in pravzaprav o Goriški se govori tudi, če hočete, na francoskem dvoru. Je pa te beneške vojne, ki so se končale nekje z postavitve današnje zahodne
so potem seveda se končale, ampak vendar ne zavedno, kajti dolgo časa ni bilo miru in sledove teh napetosti v tej vojni z Benečani najdemo celo na takih, bi rekel človek, nenavadnih primerih, kot je, če greste na primer na določene vrhove v Beneški Sloveniji, boste opazili, da je na primer zahodni del teh vrhov posekan, so jih Benešani izsekali, medtem ko vzhodni predeli, Matajur se ne imejo ne. Matajur je prav klasični primer tega konflikta ozemeljskega med Benetkami pa med Goriškom. Vidite, pravzaprav še danes te je del izsekan, en del pa ni izsekan. No, vendar, če govorimo seveda o teh beneško-slovenskih goriških razmerih zgolj v slabem tonu, pa moram izraziti prepričanje, da je Goriška Gorica bila potem, ki je vse do vzpona Trsta, koncem 18. in začetku 19. stoletja, nekakšen poglaviten kulturni most v naš prostor, kar se kaže tudi s prihodom raznih plemiških družin, od katerih vsi pravzaprav še danes poznate Atemse, tako bili pa v Cojskih in tako naprej. Moramo paziti, da določni priimki so se prevajali, na primer Turi so Turni, ali pa Koronini so Krombergi. Ne vsi, ampak vrste italijanskih plemiških rodin in seveda s tem tudi italijanska kultura in s tem, če počete tudi renesansa, je pa prihajala prav preko Goriške. Moram vam povedati, da je, ko sem se popravil za referat, sem ugotovil, da je Goriška zelo malo raziskana, razmeroma malo vemo o turških popadih, še malo vrsto drugih stvari in tako pravzaprav nisem najdel tudi odgovora na to, kakšne so bile posledice te krajše neke mini-ledene dobe, ki je bila v tem prostoru od 1450 do 1540, prav tako pravzaprav nisem zasledal nobene vesti v enem izmed najbolj strahovitih potresov na tem prostoru 1511, ki mu je nekateri reči tudi idrijski potres, ker je pač bil Idrija grozno trpela, tako da pravzaprav ostaja še velika naloga, da se zgodilo Goriške bolj razišče, da v njej bolj več zvemo in tudi, da je vključeno z vsemi njenimi posebnostmi v slovensko zgodovino. In ena izmed takih velikih posebnosti tega prostora je tudi vsebina, o kateri nam bo govoril naš cenjeni gospod profesor iz Italije. Hvala lepa.